Ameriška razdeljenost se kaže tudi v praznovanju ob 250-letnici neodvisnosti. Številni glasbeniki, med njimi country pevka Martina McBride in pevec skupine Poison, so namreč odpovedali nastope na seriji koncertov v Washingtonu, saj pravijo, da so imeli napačni vtis, da bo dogodek nepolitičen. Minister Burgum v izjavi za CNN trdi, da bo praznovanje nestrankarsko in za vse Američane. Some musicians want to play music for everybody, and some musicians seem to have segmented their audiences. But this is Freedom 250, and the celebration of the 250 is a nonpartisan event. Predsednik Trump konec tedna ni bil pred kamerami, odpravil se je na golf, je pa svoje misli delil preko družbenih medijev. V nekaj urah več kot 50 sporočil. Med njimi tudi kritike glasbenikov, ki so odpovedali nastope. Namesto koncertov predragih glasbenikov imejmo zborovanje. Govor bom imel jaz, pravi Trump, a vsi še niso obupali nad glasbeno zabavo. And of course have Kid Rock. Nobody's more patriotic in the rock and roll world than he is, and he's awesome. Sodnik, Trump ga je ostro napadel, je odločil, da morajo Trumpovo ime z Kennedyjevega centra odstraniti. Bo pa zato Trump organiziral nekaj, česar ni noben drug predsednik. Pred Belo hišo že nastaja kletka za turnir v mešanih borilnih veščinah, ki bo čez 2 tedna na Trumpov 80. rojstni dan.